Hvala lepa za besedo. Hvala tudi vam, profesor Jeglič, profesorica Zorc, gospod direktor Damjanovič. Jaz si štejem veliko čast, da so me danes na tiskovni konferenci podprli tako eminentni Slovenci, ki so uspeli vsak na svojem področju, nekdo na področju kulture, drug na področju znanosti, tretja na področju zdravstva. To pomeni, da prihaja podpora precej širših poljan kot zgolj iz strankarsko-politične in tega sem zelo vesel. Tudi krog podpisnikov, ki se danes zjutraj, recimo, smo zabeležili 2300 podpornikov v okviru Združujemo za prihodnost tega projekta, se torej iz dneva in iz ure in v uro povečuje, tako da tudi z tega vidika sem zelo ponosen in vesel. Bi pa rad poudaril dve ključni točki ocene recimo situacije Slovenije. Večkrat že na zadnji konferenci sem poudaril neke ključne vrednote politične, za katere si bom kot predsednik republike prizadeval. Na naslednji konferenci želim eno ali dve še posebej nekoliko bolj podrobneje obdelati. Zagotovo se mi zdi, da živimo v trenutku, kjer je pravičnost ena od ključnih vrednot in tudi zahtev Slovenk in Slovencev. Slovenija potrebuje, kot je profesor Jeglič omenil, sedaj trdno navezo. Trdno navezo v tem smislu, da bomo vsi Slovenke in Slovenci lahko prispevali svoj delež k izhodu iz krize. Smo na neki točki, ki je primerljiva po pomembnosti tistim izpred 2 desetletij, ko se je Slovenija demokratizirala in pa tudi osamosvajala. Zato je potrebno strniti resnično vse energije za to, da izidemo iz krize. Vendar ta bremena razvoja in pa izhoda iz krize moramo pravično porazdeliti. Ne bi bilo dobro, da bi samo nekateri ali pa samo en del družbe nosil razvojna bremena. Slovenija je ta hip, kot sem že omenil, pred resnimi odločitvami. Mi bomo še v tem poletju odločali o tem, ali bi uvedli zlato fiskalno pravilo ali ne. Jaz mislim, da bomo strnili tudi politične vrste in da se bo to zgodilo. Vkolikor ne, se bi lahko zgodilo, da je tisočletni san imeti samostojno državo in skupnost lahko pade v eni uri ali pa v nekaj minutah pri odločanju o tem velepomembnem dogodku. Ta odločitev je za Slovenijo zelo pomembna, zato ker bo vplivala tudi na mednarodne finance, na bonitetno oceno, na ceno denarja, ki ga Slovenija v naslednjih letih še bo morala pridobivati. Zato se mi zdi tako pomembna ta letošnja poletna odločitev. In apeliram tudi na politično enotnost in jaz upam, da jo bomo v poletju vendarle dosegli in da bo ta socialno soglasje, ki ga je vlada dosegla pred nekaj tedni, da se bo rezultiralo tudi v političnem soglasju. Druga točka, o kateri bi res pregovoril, je suverenost. Danes države ne izgubljajo več suverenosti zgolj na področju obrambe, varnosti ali upravne suverenosti in podobno. Danes je suverenost bolj pomeni, ali neka skupnost, neka država lahko živi svoje avtonomno življenje ali ne. Ali živi to življenje po svojih pravilih, ki si jih sama postavi, ali pa ti diktira to bivanje tvoje nekdo drug. Danes velike države izgubljajo suverenost s tem, ko dodelujejo pomoč in potem diktirajo način življenja in tudi tempo življenja. Skratka, torej na ekonomsko, gospodarsko področje je tisto, ki danes določa, ali je država suverena ali ne. Torej lahko so velike države in izgubijo to suverenost. Jaz upam, da se Sloveniji to ne bo pripetilo. Prav zaradi tega menim, da bi morali biti tudi v mesecih, v času predsedniške kampanje, pa tudi pred predsedniškimi volitvami, že zbrati dovolj enotnosti, dovolj skupne energije,
da bomo sprejeli pravilne odločitve, ki bodo ohranile Slovenijo dovolj suvereno. Torej, čas za enotnost, ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih, ni samo po novih volitvah, po predsedniških volitvah, ampak že tudi prej. Hvala.